lepo in posebej pa med nami pozdravljam najplodovitejšega slovenskega pisatelja, gospoda Ivana Sivca. Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni tudi vsi vi, ki gledate zdajle, oziroma me poslušate, in pa tudi pozneje, seveda. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor ob naši Zoom kavici. Kaj bi nam za začetek želeli povedati o sebi? Kako bi se nam na kratko predstavili? Ja, jaz sem po poklicu v bistvu bil novinar, oziroma nekaj časa sem delal v tehnični službi na RTV Slovenija, pozneje pa kot novinar in urednik v dokumentarno-feljtonski redakciji. Pripravljal sem reportaže, hodil sem med ljudi, pripravil 1100 polurnih ali enournih reportaž, srečal enih 5 do 6 tisoč ljudi. In jaz pravim, vsak človek mi je nekaj dal, vsak stik nekaj pomeni. In človek se je vedno bogatejši vrača potem iz takih srečanj, tudi iz takih srečanj, kot jih imamo danes. Sicer sem pa doma s podeželja, iz Most pri Komendi. V osnovno šolo sem hodil v Mostah, pa delno v Komendi, pozneje pa v srednjo tehnično v Ljubljani, potem pa na slavistiko in pozneje sem opravil magisterij na etnologiji. Tako da je za mano kar pestra življenjska pot. Nekateri pravijo, da sem tudi popotnik, sem nekaj sveta videl, tako da vidim, kako je drugod po svetu, vendar najlepše je doma v Sloveniji. Kadarkoli sem prišel na Brnik, priletel na Brnik, sem tako rekoč zajokal od sreče, kako lepo deželo imamo, kako bogato v vseh pogledih. Torej, tako kot ste sami omenili, vse vaše življenjske izkušnje so vam dale eno izjemno širino, srečanje z ljudmi pa tudi globino. Kaj vas je pa navdihnilo, da ste se odločili za pisateljsko pot? Ja, to je zanimivo vprašanje, pa vedno me sprašujejo to. Ampak, veste, pravijo, že stari Grki so rekli, da pesnik se rodi, pisatelj se pa naredi. Jaz sem v mladosti že zelo rad bral knjige, poleg tega sem imel brata Cirila, oziroma 2 brata imam. Eden je žal že pokojni, je prav Ciril. On je zelo, zelo rad bral knjige in me nekako, bil je pa starejši od mene, me nekako vzgajal v tem duhu, da smo brali, tudi oče je zelo rad bral. Poleg tega pa smo rasli tudi ob radijskem sprejemniku. Mi smo na veliko poslušali radijske igre, za odrasle in za otroke, razne Vozle inšpektorja Brejna, to so neke kriminalke svoje čase, potem pa te otroške mladinske igre, kot recimo tekmovanje zajcev na Goljavi, ali pa vesele večere. To so bili krasni veseli večeri, takrat še z Ježkom, pa Jožkom in podobne zadeve so bile. To je bilo sobotek zvečer, to je bilo vse je poslušalo takrat radio. Poleg tega sem pa rastel še tudi ob glasbi. V moji rojstni vasi, Moste pri Komendi, je bilo takrat še veliko teh skupnih del, smo se večkrat zvečer skupaj zbrali, pa delali, recimo ličkali koruzo, potem pa je vedno prišel godec, kakšno zaigral, tudi zaplesali so starejši, pripovedovali razne zgodbe o strahovih, čarovnicah in take stvari, in jaz sem to vse vlekel nase s številkimi ušesi. Glasba mi je pa tudi všeč, oziroma pesem, ko so recimo te ženske ali pa tudi moški potem zapeli, meni je bilo to nebeško lepo. Tako da je v bistvu pisatelj se naredi, a veste, pravijo, pesnik se rodi, pisatelj se pa naredi, če ima nekaj v sebi. Doktor Mahdič, to je psiholog, jungovski strokovnjak, ki je po celem svetu, pravzaprav vsaj po Evropi predaval, me je enkrat prišel pogledat, pa je rekel, kaj se z vami dogaja. Pravi, vi imate eno veliko srečo, da lahko te stare zgodbe, predvsem starejše zgodovinske zgodbe, pretvarjate na papir in jih ponujate oziroma jih predajate ljudem naprej. In pravi, to je ena danost, ki jo morate izkoriščati še naprej, v dobrem pomenu besede, saj take danosti pravzaprav nima vsakdo. To, kar ste zdaj povedali, je pravzaprav zelo zanimivo, zato ker je ena taka močna skupna točka, recimo s slepimi in slabovidnimi in z vami, tudi slepimi in slabovidnim knjige izjemno veliko pomenijo, pa tudi radijske igre, o katerih ste vi povedali, da so primaknile en pomemben kamenček na vaši poti k pisateljstvu. Ste najplodovitejši slovenski avtor. Kako ohranjate kreativnost in motivacijo za pisanje? Ja, kreativnost ohranjam na ta način, da v bistvu ohranjam v prvi priliki ali pa v prvi vrsti najprej fizično.
fizično moč, fizično vztrajnost, fizično kondicijo. Potem pa, ko recimo jaz vsak dan hodim na Svetega Primoža nad Kamnikom, pa skoraj vsak dan, lani sem bil 228-krat, potem sem pa tudi na morju, tudi rad plavam in tako naprej. Tako da se leta toliko človeka ne primejo, vedno pa, ko hodim, ne, takrat se pa vedno tudi sprožajo, to je znanstveno dokazano, v možganih se sprožajo neke silnice oziroma se sprostijo in mi dajo idejo. Jaz pa imam nasprotni problem, vedno vas sprašujejo, kje dobite ideje. Nasprotno, imam preveč idej. Jaz imam v predalu tamle zagotovo še enih 10 idej za naprej. Ne vem, če bom vse uresničil lahko, to ni samo od mene odvisno, ampak ali pa ko grem na kakšno razstavo, ali pa ko srečam kakšnega zanimivega človeka, ali pa kar se mi kaj posebnega zgodi, to bi takoj napisal knjigo. Sem preprosto se vsega ne da. Prav, mogoče vam lahko pokažem eno knjižico, to je recimo tale, moja lepa Ukrajinka. K meni je prišel nek gospod in mi povedal svojo izjemno življenjsko zgodbo, ki jo doživel tik pred vojno v Ukrajini in pa potem se konča vse skupaj ob koncu, mislim, ob začetku vojne se ta zgodba konča. In jaz se navadno branim, ker prihajajo ljudje k meni ali pa me kličejo skoraj vsak dan ali pa vsak teden me kdo pokliče, napišite roman o meni, napišite povest o meni, vendar seveda se ne da vsem ustreči, pa tudi vsak nima take zgodbe. Ampak ta gospod, ki je to o moji lepi Ukrajinki pripovedoval mi to zgodbo, sem rekel, ja, preprosto treba napisati. Ker mene recimo, če je dober motiv, če je dobra zgodba, me toliko časa preganja, da je potem preprosto napišem, ko je pa napišem, pa dosežem svoj notranji mir. Vaša bibliografija obsega 190 knjig. Med njimi so romani, biografije, mladinska literatura. Kateri žanr vam je najbližji in zakaj? V bistvu ne gre za to, kaj je bližje, ampak odvisno je od snovi. Recimo, če napišem eno slikanico, je seveda to sorazmerno preprosta stvar, ampak vsaka stvar mora imeti idejo, zamisel, božja iskra, kot pravijo v človeku. Če je to res, potem je nekaj fantastičnega, lahko rečem, da nekaj plane v človeka in potem mora to uresničiti. Ko jaz dobim neko idejo, potem vidim, koliko močna ideja oziroma o čem bi to pisala. Če je to recimo mladinska knjiga za mladino, recimo Zadnji megažur je ena mojih najbolj branih knjig, to sem preprosto doživel preko sina. Sin je hodil v gimnazijo v Ljubljano in se je to zgodilo. Predvsem tragična zgodba, ne sinov, ampak njegovega sošolca. In me je to zelo ganilo in se potem preprosto moral napisati. Če je zgodovinska knjiga, je seveda neskončno veliko priprav, v bistvu hodim okrog po muzejih, preberem tudi po 30, 40, tudi 50 različnih virov, veliko obsežnih zgodovinskih knjig in zgodba mi nekako ob tem, kar sama raste in tako naprej. Raziskovalni proces pri pisanju zgodovinskega romana je gotovo nekaj posebnega. Omenili ste že, da preberete ogromno knjig, ogromno literature, a si pomagate še s čim? Ali črtice, ali kaj podobnega. Kar izvolite naprej. A imate mogoče kakšno knjigo, na katero ste še posebej ponosni? Pa zakaj? Ne, te knjige ni, a veste, teh mojih 190 knjig je vsaka enakovredna med sabo, ker je vsaka v bistvu moj otrok. Jaz pravim, moje knjige so moji otroci. Imam sicer tudi 2 otroka, pa 3 vnuke, vsi so čudoviti ljudje, ampak knjige so pa, bi rekel, taki moji mali otroki. In zdaj recimo reči, da je en otrok manj priljubljen ali pa manj pri meni k srcu vzet, to bi bilo nesmiselno. Vedno sem vsako knjigo napisal z veseljem, vedno z nekim navdihom. Je pa odvisno seveda tudi od drugih okoliščin, ne samo 100% od mene, nekaj tudi od urednika, nekaj tudi od trenutka, ko pišem, nekaj tudi od zunanjih okoliščin, ampak skušam se potruditi, da bi to napisal pravzaprav najboljše. Seveda so pa nekatere knjige, bi rekel, ko vidiš na koncu, ko napišeš, ne, ko vidiš, da je ena stvar uspela ali ne. Osnovna zamisel, oziroma jaz si vedno naredim zgradbo, to je podobno, kot bi zidal hišo.
nekje so temelji, potem točno vem, kaj vem v prvi sobi, v drugi, tretji, v vseh poglavjih, če je to daljša stvar. Ko to zgradbo nekako sestavim, pa tudi zgodbo sestavim, da grem še lep pisati. Če je to zgodovinska stvar, je seveda ta sestavljanje zgradbe neskončno veliko časa vzame. Veliko več kot samo pisanje. Ampak na koncu v bistvu pa vedno tudi imam prej naslov. Brez dobrega naslova jaz sploh ne grem prej knjige pisati. Jaz pravim, da je naslov kot neke vrste klobuk pri človeku, ki nekako na koncu da eno končno podobo o človeku ali pa knjigi. Ko pa ima to vse skupaj, potem je pa seveda je še veliko tudi tehničnih opravil. Recimo zanimivo je, zdaj prej nedavni sem izdal tole zgodbo. To je Z Bogom ljubezen moja, zgodovinska zgodba iz 16. stoletja iz Lenarta v Slovenskih goricah. Takrat sem našel zelo ploden stik s tamkajšnjim županom, Janezom Krambergerjem, in me je kar nekako priganjal oziroma večkrat mi je telefoniral, pa sva se veliko pogovarjala, in ko človek naleti recimo na dobro zgodbo, hkrati pa tudi na ljudi, ki so nekako zainteresirani, takih je v Sloveniji vedno več, kar naprej me nekaj zdaj kličejo domov tudi taki, ki imajo dobro zgodbo, tudi te zgodovinske. In ko me to, če vidim, da so ljudje naklonjeni temu, potem seveda tudi človek s toliko večjim veseljem napiše. Prav to zgodbo, to je o čarovniškem procesu v Lenartu v 16. stoletju, ampak zgodba je znana, ampak okrog tega je pa treba veliko stvari preštudirati. Kraj vedno tudi potem dvakrat, trikrat obiščem, vedno tudi vse poslikam, pofotografiram in vedno v taki zgodovinski knjigi. Ni samo roman, ampak je hkrati noter tudi spremna beseda nekega strokovnjaka. V tem primeru je to Saša Radovanovič, pa seveda župan je tudi napisal nekaj lepih vrstic o ljubezni, ker gre pa za ljubezensko zgodbo seveda. Potem pa vedno dodam tudi 2 avtorski poli fotografij, slik. In to se sam tudi fotografiram, že v mladosti sem rad fotografiral. In to je bilo za mene veliko veselje, da lahko nekaj prenesem tudi na sliko. Spomnim se slogana, da pravijo, da tisti, ki fotografira, dvakrat živi. Prvič to doživi dejansko, drugič pa potem, ko to fotografijo, ko to sliko on gleda. In jaz pa hočem s tem knjigami nekako pokazati, da je to vse skupaj resnično, čeprav je stvar, okvir je resničen, okrog je pa seveda stvar tudi moje domišljije, vendar v okviru možnega oziroma v okviru tistega, kar se je lahko zgodilo. In na ta način v bistvu nastane ena knjiga, ki je verjetna, hkrati pa bralci tudi veliko zvedo o sami zgodovini. Jaz vedno pravim, da Slovenci imamo zelo močno zgodovino, zelo bogato zgodovino, in prav to je slovenska grajska zgodba, ta je prav pred nedavnim šla. Prav te knjige v bistvu nekako nakazujejo to, da smo enakovredni vsem drugim narodom, če ne še bogatejši. Po knjigah sploh. Nekaj podobnega sem napisal tudi o svojem rodu, to je tole naplavina davnega spomina. To je tisto, kar sem govoril prej. Gre za to, da sem napisal svoj rod sem raziskal vse do 16. stoletja, oziroma so mi pomagali tudi drugi strokovnjaki, gospod Lamprecht mi je pomagal, doktor Lamprecht, da sem dobil svoj ta rodovnik. Malo pred tem je bilo pa treba seveda svoj rod začeti nekako v Karantaniji. Jaz sem zelo zaljubljen v našo pradomovino, Karantanijo, v ustoličevanje, brežinske spomenike, recimo o Svetojemu, ki je živela takrat, ki je naša prva svetnica in tako naprej. In vse to me nekako spodbuja k temu, da napišem potem tak zgodovinski roman, in prav ta naplavina davnega spomina je 10 poglavij o slovenski zgodovini, ampak skozi oči našega rodu. V knjige zares dajete sebe v celoti. Kako se je pa skozi leta spreminjal vaš slog pisanja? Ja, to je dobro vprašanje v bistvu. Gre za to, da človek raste s pisanjem, kot sem rekel prej na začetku, da pisatelj se lahko naredi. Če ima človek nekaj v bistvu tega smisla, če ima nekaj te iskrice v sebi, če ima veselje do tega, a veste, to je velik štrapac, kot se temu reče. Pisanje je po svoje garanje, samo to malo kdo razume.
Ker mislijo, ja, knjigo se pa da kar spotoma napisati. Nasprotno, to je ogromno, v vsako knjigo, ne samo mojo, je vloženo veliko truda, pa potem še uredniškega dela, pa oblikovalnega dela, pa tako naprej. Pri oblikovanju recimo mi pomaga snaha Tina, pri uredniškem delu imam tudi hčerko Vesno, pa veliko mi pomaga pri sestavljanju zgodbe sin Iztok. Se vedno, preden začnem pisati, se usedeva za 2-3 uri in takrat piševa in potem nekako sestavijo to zgodbo in tako naprej. Tako da je v bistvu tega dela je veliko, ampak v začetku sem bolj pisal bolj preproste stvari, povesti, pozneje pa je to začelo preraščati v romane, tudi več sposobnosti nekako sem pridobil, pa tudi znanja. Navsezadnje sem slavist, slovenist po izobrazbi, na fakulteti sem marsikaj izvedel o teh zakonitosti, ampak brez talenta se knjig ne da pisati in ne bi nikdar mogel pisati, če bi sem hodil v šolo. Treba imeti nekaj nadarjenosti, potem pa ta talent nekako izoblikovati tudi v šoli in pa seveda v branju drugih knjig in pa tudi ob gledanju filmov, predvsem pa ob stikih z ljudmi, kajti te življenjske situacije, medsebojne, med seboj pravzaprav te stiki se zelo ponavljajo, samo zunanje okoliščine so različne. Jaz vedno pomislim, kaj bi rekel, recimo, kaj vem, en človek v srednjem veku ali pa v današnjem času, če sta dva zaljubljenca. Zelo podobno se je to odvijalo, samo zunanje okoliščine so bile nekdaj drugačne, danes drugačne, ampak ti odnosi med ljudmi pa so zelo podobni. Ja, res je. V današnjem svetu je mogoče od prejšnjih časov drugače to, da imamo pravo poplavo besed, natisnjenih pa elektronskih, ampak kakšno vlogo pa po vašem mnenju igra literatura v današnji družbi? Ja, mislim, da je zelo veliko, v večjih pogledih. In mislim, da ljudje se počasi vračajo tudi k knjigi. A veste, obstaja, kot vemo, zvočna knjiga, postaja e-knjiga, postajajo razne oblike. Eno je seveda tisto, kar je zapisano in je treba prebrati, ampak to se da posredovati ljudem tudi na zelo različne načine. Važno je, kako človek zna to podoživljati v sebi. Ta zunanja oblika sploh ni pomembna. Če vi knjigo recimo samo poslušate, ravno tako podoživljate. Mene to spominja na čase, kot sem že prej omenil, ko smo doma recimo poslušali Rajsko igro. Pa so tekmovali zajci na goljavi. To so neki zajci, ki so prepevali, to je bila ena najbolj popularnih teh rajskih iger za otroke včasih. Ampak ti zajci so živeli tudi na našem zelniku, ravno tako v našem gozdu, ker povem, to sem nekako poslušal z domišljijo. In če bo ta knjiga bolj prehajala v to zvočno obliko, s tem nič narobe. Nekdo mora zapisati, nekdo mora zgodbo povedati, lahko je tudi samo povedati, ni nujno, da je zapisano, ampak tisti, ki jo sprejema, tisti se bo bogatil ob tem, ko bo poslušal tujo zgodbo, ki mu lahko da nov pogled na življenje, ali celo eno novo izkušnjo, ali celo, eno novo smernico, hkrati pa v bistvu bogati tudi svoje možgane. Ne vem, to, če veste, navedo vsi, obstaja ena ameriška študija, posebno za mlade ljudi je pomembno, da berejo, ker s tem razvijajo te svoje sive celice. Starejši pa zato, da ne odmirajo te sive celice. Ker pomeni, človek, ki bere, bogati sebe in tudi sam sebe ohranja bolj pri mladosti oziroma prej pride v neko zrelost, ker vsaka knjiga je svojevrstna izkušnja, posebej, če je dobra knjiga. Pri starejših ljudeh je pa to zelo, zelo pomembno zato, da v bistvu te možganske celice ne odmirajo. Zato je branje pomembno in zdi se mi, glede na to, da so naše knjižnice zelo lepo urejene, se mi zdi, da nekako gre to v pravo smer. Radi tarnamo, da se manj bere, seveda drugi mediji so zelo agresivni, posebno televizija je zelo močna, pa video v različnih oblikah, ampak knjiga pa je intimna stvar. To je človek, ki jo sam podoživlja in ni množično to. Jaz pravim, televizija, če gledam nek film, je v bistvu že to končni meni. To je približno tako, kot bi prišel v restauracijo, vzel pladenj, nanj naložil že nekoliko postano hrano in potem tisto preprosto moraš pojesti. Če pa prideš do knjige, v recimo domači kuhinji,
Je pa tisto, da si skuhaš nekaj sam, pa potem pa počasi z užitkom to použiješ in poješ in si tudi sam v bistvu veliko bogatejši. Jaz sem prav zato za ljudi v bistvu pripravil eno knjigo, zdaj v zadnjem času, to je tole, Sledi mojih poti. To so, notri je napisano vseh teh 190 knjigah. Stvar je v tem, kratke vsebine. Zgodi se, da morda niti vsi knjižničarji tega ne poznajo, katere knjige so, ali pa tudi sicer. Pravijo, preberem vašo grajsko zgodbo, da jih je 9. A ste še kakšno podobno napisal? Ja, sem rekel, če je številka 9, potem sem še 8 napisal. In sem potem to združil v to knjigo, zato da se nekako da en pregled. Posebno letos, ko sem bil star 75 let, in to je, jaz pravim, ob 190. knjižnem koraku in pa ob svojem 75. življenjskem koraku sem to izdal, da je nekako en rezime mojega dosedanjega dela. Ja, to je res čudovit mejnik, oboje. Zanima me pa še, kako vidite razvoj slovenske književnosti v zadnjih desetletjih? Ja, zelo se je v bistvu razširila po žanrih, zelo veliko žanrov obstaja in to je prav. Veliko tudi, bi rekel, hlastanja po teh zahodnih vzorih. Jaz sam osebno sem se odločil, da bom pisal iz slovenskih korenin za Slovence, slovenske zgodbe, kjer nekako se mi zdi, da je tega kar premalo, ali pa so zelo moderne ali modernistične oziroma take bolj modne nekatere, ampak veliko dobre literature obstaja in to me zelo veseli. Veliko dobrih pisateljev v zadnjem času, tudi mladi, veliko dobrega napišejo, ker me veseli. Mislim pa, da majčkeno bolj bilo pa treba usmeriti v slovensko dejavnost oziroma v slovensko stvarnost, v slovenski vsakdan. In teh knjig je tudi kar veliko. Tudi vidim tako po teh, ko dobivajo nagrade in tako naprej. To je zelo lepo v bistvu usmerjeno in se mi zdi, da knjiga kljub temu raste. Pa te bralne značke po šolah, jaz sem včasih hodil veliko po šolah, so dobro organizirane, večinoma dobro. Kjer pa niso dobro organizirane, pa seveda škoda, da recimo nekdo na silo bere, da otroci na silo berejo. Jaz pravim, če ti nimaš veselja prebrati, potem je boljše, da ne prebereš. Ampak en moj kolega je zelo dobro naredil. Je naredil tako, je rekel svojemu otroku, je rekel, zdaj preprosto preberi tole knjigo, oziroma beri na dan pol ure knjigo, pa pol ure, potem boš pa gledal lahko 1 uro televizijo ali pa boš na tablici lahko 1 uro. Pravi, in je fantiček začel brati in nazadnje je več bral, kot pa se ukvarjal s tablico, ne? Ker pomeni, ga je potegnilo to v samo zgodbo. Ker pomeni, zelo pomembna je ta vzgoja staršev, da se v družini že bere, pa da nekako ponudijo primerno knjigo otroku, hkrati pa, tudi glede na žanr, hkrati pa potem, da te ljudje, mladi in pa seveda starejši potem, da redno zahajajo v knjižnico. Mi imamo zelo bogate knjižnice. In jaz veliko hodim po knjižnicah, veliko hodim nabirati gradivo, pa tudi veliko literarnih večerov sem imel, čez 1100 literarnih večerov po Sloveniji in v zamejstvu. In povsod mi je bilo lepo, ker v bistvu se pa srečaš s tistimi, ki berijo. Ni nujno, da berijo moje knjige, ampak me pa sprašujejo, katero vašo knjigo bi pa prebral, in potem je tudi ta knjiga za to nastala, te sledi. Ampak žanri so zelo različni in vsi žanri ne morejo v vseh ljudeh enako odmevati. Nekateri bolj, nekateri manj, ampak na koncu vedno človek v bistvu poišče tisto, kar mu je bližje po srcu. In tudi, če otrok štarta zelo, bi rekel, kaj vem, tudi s Karlom Majem smo včasih štartali, to so take dogodivščine bile tam z Divjega zahoda, čeprav avtor ni bil nikdar na Divjem zahodu, pač pa je menda to pisal celo v zaporu, ampak jim je dobro, da bi šlijo. Ampak pozneje pa človek preprosto pride na višji nivo, pa na drugačen nivo in je v redu. Z vsako knjigo se človek v bistvu po svoje bogati, z vsakim žanrom. Ob vašem izjemnem opusu knjig bi si človek mislil, da se nimate časa soočati s pisateljsko blokado. Pa vendar vas vprašam, se vam je kdaj to zgodilo? Kje pa, nasprotno. Kot sem že prej povedal, je v bistvu, jaz imam idej preveč, ne premalo.
Edino se mi pa zgodi, recimo, ko pišem knjigo, to je takrat je kar naporno, prej pripravljam, dolgo časa pripravljam, recimo več tednov, več mesecev pripravljam, potem, ko pa pišem sorazmerno hitro. To je spravno podobno kot ženska, ki nosi plod, pa pozneje, ko rojeva. Rodi sorazmerno hitro, ampak nositi mora pa celih 9 mesecev, kar pomeni, ta priprava je zelo dolga. Rojevanje pa nekoliko bolj naporno, ampak sorazmerno kratko. Ampak meni se zgodi, recimo, da en dan vmes, recimo, če sem zelo utrujen, en dan vmes, da preprosto mi ne gre, preprosto zaprem računalnik, pa grem na Svetega Primoža, ali pa na Veliko planino, ali pa na Krvavec, ali pa na Triglav za en dan, za 2 dni. Ko pridem nazaj, sem svež, sem nov in z velikim veseljem nadaljujem naprej. Hkrati pa tudi vmes dobim na tej poti še kakšno dodatno idejo. Ker pomeni, ničesar ne napišem na silo, temu se predam, ker me ideje v bistvu preganjajo in ker je to pravzaprav slog mojega življenja, je pač veliko knjig nastalo. Nekateri me celo malo kregajo, da sem preveč napisal, ampak to je bilo vse pošteno narejeno, pa vse z dobrim namenom, drugače pa preprosto te kakšne hujše blokade nisem doživel in mislim, da je tudi ne bom. Ker če bom zdrav, potem bom lahko še z veseljem naprej delal. Odlično. Vaše knjige so med ljudmi videti vsaj zelo dobro sprejete, kljub temu pa se verjetno soočate tudi s kakšnimi kritikami. Kako se soočate s tem? Ja, seveda, tudi kritike pridejo, tudi s strani bralcev in prav je tako. Jaz vsaki kritiki, če je dobronamerna, pa čeprav bi bila negativna na knjigo, zelo z veseljem prisluhnem. Žal je pa danes v današnjem času zelo malo. Spomnim se recimo ene kritike bolj na začetku pisanja, ko sem začel mladinske knjige pisati. Pozabljeni zaklad je ena zelo znanih knjig, po kateri je posnet tudi film. Po mojih knjigah so posneti 4 filmi oziroma televizijske nadaljevanke, še za časa življenja. Navadno to naredijo, ko človek odide. Pa reče, saj je bil še kar dober, pa posnamejo kakšen film. Jaz sem to na srečo doživel že za časa življenja. Posebno srčen pri tem je bil Roman Končar, igralec, scenarist in sploh vsestranski človek, režiser, ki je 3 mladinske stvari v bistvu spravil na ekran. No, in je pač tako, da to teče samo po sebi naprej. Nobenih težav nimam, ne tako in ne drugače, tako da tle pravzaprav ni kakšnega posebnega odgovora. Imate mogoče kakšen nasvet za mlade pisatelje, tiste, ki šele stopajo na svojo pisateljsko pot? Ja, vsekakor mislim, da je dobro, da se sreča tudi z zakonitostmi. Namreč stvar je to, v Sloveniji na fakulteti nimamo kreativne šole pisanja. V tujini, recimo v Ameriki ali pa v Angliji ali pa kjerkoli v teh večjih državah, imajo prav katedro za kreativno šolo pisanja. To je v bistvu veliko obrtna stran pisanja. Treba je imeti idejo, oziroma treba je imeti najprej talent, potem je treba imeti idejo, potem je treba imeti tisto, da se človek lahko usede pa dolgo časa pripravlja, študira, pa potem tudi piše. Ampak treba je pa to snov, ki jo obdeluje, tudi znati nekako obdelati. Temu se reče kreativna šola pisanja. In pri nas žal tega na fakulteti še ni, ampak prej ko slej bo, v tujini to imajo. Meni je to znanje predal Brane Gradišnik, ki je bil nekaj časa moj urednik, čeprav je mlajši, 2 leti mlajši, ampak je veliko vedel, študiral je v Angliji to in me je to vse skupaj te zakonitosti povedal. Ampak to je tako, kot bi rekel, imaš desko, pa imaš skobelj, pa je treba znati poskobljati. Brez deske pa brez skobljiča ni nič, kar pomeni, človek ne more s tem kreativno šolo pisanja samo narediti nič, če nima talenta, pa če nima ideje in tako naprej. Je pa dobro, da to človek to ima, to kreativno šolo pisanja, ker potem nekako pride tudi hitreje do rezultata. Ker recimo, če vi vzamete en roman, in v začetku se neke osebe srečajo in na koncu se morajo te osebe ali srečati pobliže ali pa raziti, ali karkoli se z njimi zgodi, ampak vsekakor se v romanu mora nekaj dogoditi. Če je to samo virtuozno pisanje, morda je komu to všeč, meni ni, jaz sem pripovedovalec, jaz sem zgodbar
jaz hočem povedati nekaj svojo zgodbo in tudi ljudi nekako bralce pritegniti k temu, da berejo z veseljem in da mi potem pišejo, tako kot je napisal eden, celo malo me je preklel, rekel, prekleti sivec, je rekel, celo noč sem tvojo knjigo bral, da sem pa ves zaspan, ampak me je tako vlekla naprej, da nisem mogel brez tega. Ker se pa tiče recimo drugih kritikov, to, ko smo prej govorila, pa lahko povem samo to. Zdaj eno zelo dobro spremno besedo je napisal doktor Igor Grdina, dvojni doktor, in je napisal, da v Sloveniji pravzaprav sploh ni kritike, ker je res. Žalostno je, da imamo zelo malo te kritike o knjigah, o mojih knjigah strokovne kritike skoraj da ni. In on je napisal zelo duhovit stavek napisal, ker kritiki nič ne napišejo, potem seveda to tudi nič ne odmeva, kajti praznina nič ne odmeva. Praznina ne odmeva. Jaz sem se ta stavek potisnil v podzavest vse življenje in od kritike pravzaprav človek ne živi in tudi ni pomembno. Pomembno pa je, kaj bralci rečejo. Bralci so pravzaprav najstrožji kritiki, ne? Ker recimo, to sem hotel prej povedati, prav pri Pozabljenem zakladu me en gospod Štiftar iz Radovljice mi je napisal, pravi, Sivec je začel pisati dobro mladinsko literaturo, pravi, zna biti, da bo to celo dober mladinski avtor. Edino v njegovi knjigi, ki je 400 strani dolga, je morda preveč teh stranskih zavojev. In to sem točno potem, ko sem napisal, sem čutil tudi sam. In sem rekel, vsakemu čast takemu kritiku, ki je knjigo prebral, pa ki je potem recimo odkril tudi kakšno tako mojo nepotrebno slabost. Hkrati se mi je pa zgodilo, da me je recimo išla tretji ponatis prve povesti, Pesem njenih zvonov, in je en kritik, ker je objavljeno tudi na Radiu Ljubljana, Slovenija, je napisal, da Sivec je včasih pisal že kar dobre romane, zdaj je pa začel pisati tudi povesti, ta povest pa ni vredna omembe. Bil je pa tretji ponatis te iste povesti. A veste, potem človek takrat še vidi, koliko je vredna taka kritika, oziroma taka kritika seveda za mene popolnoma nepomembna, nasmehnem se pa grem naprej. Tako je to. Ja, z nami ste že delili nekaj zanimivih zgodb, dogodivščin. Zanima me pa, če se vam je zgodila še kakšna taka zanimiva situacija, povezana z vašimi knjigami ali pa z bralci. Seveda, ogromno. Skoraj vedno, ko se srečam, mi je kakšna zanimiva stvar. Zanimivo je, recimo mene mnogi poznajo tudi kot avtorja, da sem napisal zgodovino narodno-zabavne glasbe, pa veliko besedil za to glasbo. In mi je pisal en gospod, lahko povem kar z imenom, Mori, iz Vuzenice oziroma z ene vasice tam nad Vuzenico, in je pisal mi pismo, mi je že prej pisal kot pisatelju, pa kot ljubitelju domače glasbe, pa je napisal, ko sem jaz izdal Vsi najboljši muzikanti, to je taka debela monografija, pravzaprav 2 monografiji sta, velikega formata, 600 strani, vse sem sam naredil. Ne vem, še danes se čutim sam sebi, da sem imel takrat tisto moč, ampak takrat sem zdaj bil v še boljši formi kot zdaj. No, in je napisal, čim prej me pošljite to knjigo, da jo preberem, preštudiram, ker imam rad glasbo, ker se slabo počutim in to zimo bom umrl. To je bilo na jesen, v takem času. Jaz sem knjigo seveda poslal in če se kakšen mesec mi piše nazaj, gospod Sivec, to je pa tako debela knjiga, da jaz za to potrebujem 3 zime, da me to preštudiral. Ne veste, kaj se je zgodilo? 3 zime je še živel ta gospod. In se rekel, vidite, knjiga pravzaprav tudi nekako ljudi ohranja pri življenju. Ali pa ena hecna zadeva se je zgodila na Jesenicah, so me povabile medicinske sestre na eno srečanje, pač že sem pripovedoval o knjigah, pa o zgodbah, pa o sebi, tako kot vedno pripovedujem na teh srečanjih. Rad povem tudi veliko o slovenski zgodovini. No, in jaz pripovedujem, nalepam opazim, da ena od teh medicinskih sester lepo spi. Meni je bilo to malo nenavadno in sem rekel tam kolegici, prav previdno se rekel, dajte je previdno zbuditi, da pač poslušala, ona je verjetno prišla zato na ta literarni večer, pa na to literarno srečanje, da me poslušala. Kolegica jo previdno zbudi, pa prav smo rekel, gospa, se mi zdi, da ste malo v drugem svetu,
Rekla, ne, kar v redu je, veste, je rekla, vi imate tako prijeten glas, da ob njem čudovito zaspim. No, sem nekajkrat, če v mojem glasu lahko zaspim, je tudi ena vrednost, čeprav nisem nikdar mislil, da imam kakšen prijeten glas. Ampak pozneje so mi povedali za to gospo, da je imela nočno službo, to je bilo srečanje, bilo dopoldne, popolnoma normalno je to bilo. Bila je pa zelo vneta moja bralka in pozneje, ko se je zbudila, začela na veliko pripovedovati o vseh teh mojih knjigah, tako da sem videl, da je zelo zavzeta bralka, ampak pač je zmanjkalo zaradi tega, ker je bila v nočni službi. Takih zgodb je še ogromno. Ja, res verjamem ob tako obsežnem naboru zgodb in del. Zanima me še, ali imate morda kakšno rutino ali pa ritual, ki vam pomaga pri pisanju? Seveda, ne. A veste, kaj je glavno? Glavno pri pisanju je v bistvu disciplina. Poleg tega, da ima človek lahko, da ima človek navdih, da ima človek smisel za pisanje, da pozna to kreativno šolo, kot sem že prej omenil, je pa zelo, zelo pomembno, da ima, kot rečejo po domače, zid sleder, da se usede in da lahko piše. A veste, mnogo ljudi ne zdrži dolgo časa na istem mestu. Jaz to srečo imam, da se koncentriram in da potem mi je čas popolnoma nepomemben in imam vedno, recimo, ko pišem knjigo, ko pripravljam, je navadno tako, da gre zjutraj na Primoža, kot sem že prej omenil, to je 1 uro gor, slabo uro nazaj, vse skupaj porabim slabe 3 ure, ker moram še iz Mengša priti do Sahovice z avtom. In potem vedno tisti dan, recimo, ko se vrnem, vstajam pa zelo zgodaj, to moram povedati, nekateri se malo čudijo, zagotovo 5, če ne pol 5, ker preprosto telo ne zahteva več spanja in potem pač vstanem, kaj če me se v posteljo valja, če ni potrebno. Nakar grem zjutraj na Primoža, ob 9 sem že v kabinetu in potem recimo pripravljam stvar, a pa grem na teren, se s komurkoli zmenim ob 10, to je pa recimo za eno Ljubljano ravno primeren čas, takrat se Ljubljana zbudi, po 9 naprej še lepo konci. Meni pa to čisto ustreza, jaz sem za takrat že nekaj naredil za svoje telo, za svoje zdravje. Potem pa takrat v bistvu pripravljam, potem je kosilo, žena Sonja pripravi prav prijetno, vedno prijazno kosilo, lepo se razumemo tudi sicer v družini, lepo smo povezani med sabo, tako da to mi veliko pomeni. Kakšno uro, 2 družinskega življenja, pozneje pa spet seveda 3-4 ure v kabinetu, zvečer pa malo časopisi, pa tudi kakšen dokumentarec na televiziji ali pa knjigo. Največkrat grem s knjigo v posteljo. Napisal sem eno knjigo, humoresk z naslovom S prijateljico v postelji. Enkrat so v Slovenskih novicah velik naslov napisali, Sivec je s prijateljico v postelji. In je pa skozi dvoumno, jaz pravim celo dvoneumno napisano, kako imam ljubico. Ampak ta moja prijateljica v postelji je knjiga, poleg žene seveda. Prva je žena, ampak vedno grem, pa zelo velikokrat grem s knjigo. Pa tudi ob postelji imam vedno beležko, ponoči me včasih kakšna ideja zbudi, samo hipno me zbudi, zapišem stavek, zapišem 2, pa naprej zaspim, ker ideja zelo hitro uide. A veste, ko eno stvar pripravljam, je teh idej navadno veliko, ampak če človek takrat tisto ne zabeleži, preprosto uide. Ko grem na Primoža, imam s sabo telefon in ko pride ideja, lepo si jo posnamem in ko se vrnem, imam skoraj zmeraj nekaj v telefonu, nekaj novega, potem pa nekako primerjam s tistim, ali bi to šlo za tisto knjigo ali pa ne. Če pa pišem knjigo, pa zjutraj vstanem, ravno tako ob 5, pa pišem tam 9, 10, dlje že niti ne, pa grem potem na Primoža, da se nekako malo sprostim, da se umijem v bistvu v naravi, da tako rečem, tako možgane kot telo in to je dobro. Zgodi se mi, da imam precejšnjo koncentracijo, tako, zelo se koncentriram, to imam srečo, da to lahko se dogaja. Se mi je zgodilo, da sem pisal recimo Zadnji megažur, se dogaja delno tudi na morju. In jaz pišem o morju, pa 2 zaljubljenca v morju, pa na peščeni plaži, pa romantika po dolgem in počez. Nakar pišem, tako tisto ljubezensko zgodbo, tisto na začetku srečno zgodbo, ki se seveda pol konča malo drugače. Ko to pišem, nalepim pa
sem rekel, zdaj sem pa že utrujen, bom pa nehal za danes, ne, pa pogledam skozi okno, zunaj pa sneži. Mene bi kmalu kap, ker je zunaj snežilo. Jaz sem bil čisto na morju, sem prepričan, da je zunaj tudi sonce sveti, pa da pod mojim oknom žubori morje. To srečo imam, da se vživim, in ko se vživim, mi je ura nepomembna, pa tudi vse drugo. Pa tudi nekaj moram povedati še. Žena me pri tem zelo razume, hodi s prsti po prstih okoli kabineta, otroka pa vnuki takrat ne prihajajo na obisk in naprej povem, knjigo pišem, prosim, če bi daste mir nekaj časa. Podobno tudi ostala žlahta. Tako pač je, nekje so ene žrtve, ampak ko pa napišem, pa tudi vsakega pokličem, pa povem, zaenkrat sem to končal, zdaj bom pripravljal naslednjo in takrat imamo pa lahko take bolj kratke komunikacije, prav dolge pa niti ne. Moj oče ima eno zelo dobro misel. Je rekel, da pametnega govorjenja je hitro konec. Zato, da prav veliko jaz ne posedam po gostilnah, pa prav veliko ne modrujem, rajši preberem kakšno dobro knjigo, pogledam kakšen dober dokumentarc, grem v kino, se recimo družim z družino, tudi s prijatelji seveda, ampak neskončno časa pa za to preprosto ni. Nekje so tudi žrtve pri pisanju. Že prej ste omenili nekaj zgodb, ko so vam bralci dali idejo za naslednjo knjigo. A mogoče lahko z nami delite še kakšno tako zanimivo zgodbo? A veste, v bistvu je tako, ne, vsi ljudje doživljajo življenje drugače, vsak po svoje, in o vseh ljudeh bi v bistvu vsakega človeka posebej bi lahko napisal zgodbo. Meni se resno se mi dogaja v zadnje čase, da veliko prihajajo k meni, ali pa kličejo, ali pa po mailu, po elektronski pošti mi sporočajo, a bi napisal mojo knjigo, pa tako naprej. Nekateri bi celo naročili svojo zgodbo, da bi napisal. Sem jaz te vrste pisatelj nisem, nekateri moji kolegi pa so, da preprosto napišejo zgodbo od drugega. Meni se zdi, da če ni te srčnosti, če ni te osebnega pristopa, če ni tega, težko napišeš o drugem. Čeprav sem prebral, recimo navadno poleti na morju preberem kar veliko te domače literature, da vidim, kaj kolegi pišejo, in so v redu knjige, ne? Ampak boljše so tiste, ki človeku piše svojo osebno izkušnjo. Mi je pa zelo pomembno, da nekako pokažem, da smo Slovenci pomemben narod, da smo veliko dobrega storili. Med drugim sem napisal 4 knjige o Francetu Prešernu. In to vse pozitivno, vse najlepše. Ker sploh ne vem, kje so ljudje dobili, tisti, ki govorijo o našem največjem pesniku, slabo. Popolnoma mi je nelogično. Jaz sem šel pogledat vse možne arhive, šel sem na Dunaj, šel sem recimo v Lisice, kjer je bil domači učitelj nekaj časa, bil sem v bistvu v vseh možnih arhivih in vedno izhajam iz dela človeka. Normalno, da je šel France, recimo, če gledam, da je šel tudi, ali pa je živel celo nad gostilno, gor je živel, zvečer ob 5 je prišel utrujen domov iz svojega odvetniškega poklica, je pojedel tisti golaž in normalno, da je zraven popil deci ali pa 2 deci vina. Ampak zaradi tega ni bil noben pijanec. Ali pa kar se tiče, ko pravijo, ne vem kaj, da je bil ženska, nobenega dokaza za to ni. Zelo dobro je skrbel za otroke svoje. Redno plačeval, kar je bilo treba plačevati in tako naprej. Bil je pa svetovni genij in treba izhajati iz dela, iz tega, kar je. Jaz zelo rad hodim po Sloveniji in predavam o Prešernu z argumenti in tudi sicer bi rad nekako ozavestil posebno mlade ljudi, da bodo vedeli, da je to naš pesnik, ki je prerastel oziroma je vrhunec, višek svetovne književnosti, in zdaj o njemu slabo govoriti, to je taka neumnost, nesmisel. Ampak to se nekje spomnijo neki ljudje v nekem kabinetu, kjer ne grejo na teren, ne poiščejo virov in potem pač pišejo nesmisle, prav dobesedno nesmisle. Po drugi strani pa veliko knjig napiše tudi o pomenu slovenskih možeh in ženah. Prej nedavno sem tole izdal, ne vem, če poznate to zbirko, Slovenski narodni buditelji, to je knjiga o ipovcih, glasbenikih in pa skladateljih. In k temu me je nagovoril doktor Grdina, je rekel, jaz sem napisal, on je napisal strokovno, več strokovnih knjig, zelo dobrih knjig, ampak je rekel, treba je tudi nekako ljudem približati te skladatelje in zdravnike tudi po tej plati, da ljudje to razumejo. Vsi ne berejo strokovne literature,
vsi ne berejo monografij, ampak je treba napisati recimo kot povest ali kot črtice ali kot roman. In potem sem pač pravkar je to išlo. In me veseli, da lahko ljudem predstavim, bi rekel, na tak ljudski način te velike Slovence. Na ta način oni ostajajo z nami in na ta način bojo v bistvu ljudje izvedeli, da imamo mi velike temelje v vseh pogledih, ne samo v literaturi. A veste, če mi pomislimo na Trubarja, v tistem času napisati knjige ali pa pisati knjige, pa jih prevažati v Slovenijo na naša tla in da te en človek, en pisatelj, en pridihar imenuje ljubi Slovenci, a veste, to je pravzaprav se človek težko predstavlja, kakšno globoko zavest je imel. In podobno je potem s Prešernom. Prešeren je imel vse možnosti, da bi svoj poklic opravljal v Gradcu, pripravili so mu že pisarno, no, on se je zavestno odločil za to, da je ostal na tej naši zemljici, zaradi tega, ker je mu čutil v sebi, da lahko napiše eno visoko pesem in jo nam podari, kot je sonetni venec ali pa Krst pri Savici, ali pa katerikoli drugo obliko njegovega ustvarjanja. Jaz sem Prešerna začutil, ko sem sam napisal sonetni venec. Jaz sem napisal sonetni venec natanko po njegovem vzoru, 2 kvarteti, 2 tercini, 5-stopni nadštevilni jamb, z akrostihom, magistrale, vse to, kar verjetno poznate iz šole. Saj mnogi to poznajo pri Prešernu, jaz sem naredil zelo podoben sonetni venec s svojo vsebino, ampak takrat sem še začutil v bistvu veličino Prešerna in začutil sem, kje sem jaz, da sem v bistvu čisto majhen proti njemu. Jaz lahko napišem eno, recimo, solidno besedilo za glasbo, težko pa napišem tako visoko pesem, pa tudi več nima te vrednosti v današnjem času. In zato je treba Prešerna spoštovati drugače, kot ga nekateri hočejo prikazovati. Ja, hvala vam tudi za ta mogoče malo manj znan pogled na Franceta Prešerna. Rada bi vas še vprašala, na čem pa trenutno delate? A lahko z nami delite kakšno podrobnost o svojih prihodnjih projektih? Ja, to me vedno na koncu vprašajo. Seveda, brez načrtov, brez tega preprosto ni. Pripravljam zdaj pravkar eno knjigo o malteških vitezih iz Polzele. Jaz sem napisal že pravzaprav 2 knjigi, eno o Petru Pavlu Glavarju iz Komende in v Komendi pri Kamniku, to se pravi blizu moje rojstnega kraja, Most, to je malteško posestvo bilo. Takih malteških posestev, to so malteški vitezi dobili v dar, ker so se bojevali pri Svetem grobu in nekako ohranili potem tudi to zgodovino. No, in potem po Evropi je veliko takih posestev oziroma takih daril. Prav Komenda pomeni cerkvena nadarbina, cerkveno darilo. Nekaj podobnega, kot je v naši Komendi blizu Kamnika, je tudi v Polzeli. In pravkar pripravljam to knjigo o polzelskih malteških vitezih, s tem, da spet napisal zgodbo. Vem že, kako bom, o nekem malteškem vitezu oziroma nekem domačinu, Andražu iz Polzele, ki bo na koncu postal malteški vitez zaradi svojih zaslug. Stvar je zelo aktualna, čeprav to se bo dogajalo v drugi polovici 18. stoletja. Stvar je aktualna, ker ti boji pravzaprav potekajo tudi še vedno tam dol, ker je grozovito. Jaz pravim, kako ne moremo ljudje se med sabo dogovoriti, ne sporazumeti, se imeti radi, postaviti človeka v ospredje, ne pa da se, kaj vem, zaradi različnih pogledov na svet, zaradi različnih nagnjenj in ne vem kaj še vse skupaj, smo postali na pol zveri. Zato take knjige hoče tudi nekako spodbujati, bi rekel, k boljšem razumevanju drugega. In prav ta o malteškem vitezu iz Polzele, mislim, da bo nekako hotela prikazati tedanje stanje, ki pa je zelo velika vzporednica z današnjim časom. Tako da vedno jaz, seveda imam pa v predalu še 2, 3 druge stvari, ki jih bom napisal, ampak vsaka knjiga vzame veliko časa. Je pa zanimivo, da prihajajo k meni domov, recimo župani, pa mi pridejo, mi imamo pa tudi dobro zgodbo, tako kot sem napisal to in to. In kaj vem, vsaka druga je v bistvu res dobra. Ljudje so na lepem, Slovenci so na lepem postali ponosni na svojo zgodovino, ker me zelo, zelo veseli, zato so te moje zgodovinske knjige zelo brane.
Je pa res, da vsakdo te zgodovinske knjige niti ne more napisati, ker stvar je v tem, da to vzame veliko časa in en pisatelj, ki je zaposlen, preprosto tega ne more napisati. A veste, nekdo, ki dopolne v službi 6, 7, 8 ur, pa da popolne to pripravlja, pa da bi še v tem pisal knjigo, to je vzame ogromno časa. Jaz sem pa v bistvu v pokoju, imam socialno varnost s pokojnino, kakršno pač imam, in tako z veliko srčnostjo delam tisto, kar me je veselilo od mladih nog naprej, tako da če bo zdravje, bo teklo v tem smislu tudi še naprej življenje. Odlično. Mi držimo pesti za to. Viki ima pa že nekaj časa dvignjeno roko. Verjetno bi želel nekaj vprašati. Ja, lep pozdrav, a se slišimo? Dobro, se te slišimo, slišimo. izvolite, izvolite. Super, hvala lepa. Viki Vrtačnik je tukaj. Lep pozdrav vsem. Gospod Sivec, sem zelo vesel, da imam priliko govoriti z vami. Saj sem že kar nekaj prebral, tudi vašega. Posebej sem vesel tudi recimo teh vaših bolj zgodovinskih del, ker sem tudi sam zgodovinar in moram reči, da me zelo veseli, ker seveda pisatelj pač da neko svojo noto in tako naprej, a ne pa zgodba se po svoje vrti, ampak se zelo držite raznih zgodovinskih dejstev in vas zaradi tega zelo občudujem, ker morate precej vedeti o neki stvari, o kateri pišete, ne. Zdaj bi pa mogoče bi takole na kratko probal ne 3 stvari vprašati. Zanima me, se ste že nekaj povedali o tem, ampak recimo čisto konkretno, kako ena knjiga recimo pri vas nastaja, recimo ne vem, pač je ideja, potem se začne pisati, pa me zanima tudi recimo, ne vem, knjiga na primer 300 strani ali kaj takega, ne, koliko časa recimo, koliko ur je vloženo v pisanje recimo ene take knjige, a je to mogoče samo eno knjigo naenkrat pišete ali jih tudi več mogoče hkrati, ali kako, malo o tem, če lahko poveste. Potem me zanima recimo, saj ne vem, pravzaprav veliko že preberete zato, da lahko potem kaj naprej napišete, ampak me zanima, če za svojo dušo, kaj pa za svojo dušo recimo takole preberete, no, to me zanima. Potem bi pa še tretjo stvar rad vprašal, in sicer, ali pa mogoče bolj, spomnim se takrat, ko ste vi še na radiu delali, ko ste delali te reportaže in tako naprej, a ne. Tisto mi je bilo že zelo zanimivo tudi. Jaz se posebej imam v spominu ene reportaže, ki je bilo, zdaj ne bom se spomnil naslova in tako, ampak verjetno tam na začetku naše samostojnosti pisali ste o enem gospodu, ki je, ne vem, kako je bil pravzaprav domobranec ali kako točno je bilo. Skratka, potem je pač živel v tujini, ker je pač so bile take okoliščine, a ne, in je v tujini, prosim. In je potem v tujini tudi umrl, no, in je njegova velika želja bila, da bi bil pokopan doma, in potem skratka ga je sin pravzaprav prišvercal mrtvega domov in ga tukaj tudi pokopal, ne. In spomnim se pa tega, kako je potem se borčevska organizacija precej žolčno oglasila, češ da pač, kako se poveličuje zdaj, ne vem, domobranstvo ali kaj takega, čeprav v bistvu vaš namen je bil predvsem predstaviti eno tako etično dilemo človeka, kako pač v takem primeru ravnati, a ne. No, malo me v tem delu vašem še mogoče zanima, ne. Hvala lepa. Ja, hvala lepa vam za vsa 3 vprašanja, zelo dobra vprašanja so. Glejte, kar se tiče teh zgodovinskih stvari, seveda moram jaz ves ta okvir natančno spoznati. Jaz pri vseh teh zgodovinskih knjigah tudi objavljam noter literaturo, da bralci vedo, kaj sem prebral, pa hkrati, da tudi sami sicer lahko to preberejo pozneje, zgodovinsko ozadje. A veste, jaz v bistvu nekako podajam to zgodovino preko zgodbe. Zgodba je navadno, je vedno v okviru realnega, tistega, kot se je res zgodilo v tistem času. Seveda vmes je pa ljubezenska zgodba, kakršnakoli zgodba je, ki je malo, ali pa kar precej tudi plod domišljije, vendar to nikdar ne gre izven tega okvirja. To je že Aristotel rekel, verjetno poznate to, ko je rekel, napišite tako, da bo verjetno, kot da se je to zgodilo, če tudi se ni zgodilo. Ampak navadno se zgodi.
Kar pomeni, kot smo že prej nekako se pogovarjali o tem, ti odnosi med ljudmi so zelo podobni in zelo, bi rekel, tudi pričakovani. Ko prideta dve različni osebi skupaj, se navadno vedno nekaj zgodi, kar pa je projekcija teh dveh značajev. Tako da tisto notranjo zgodbo potem jaz vedno razvijam, jo pa že naprej pripravim. Seveda vse to ozadje, pa vse to zgodovinsko in ravno pri teh zgodovinskih knjigah je včasih 30, 40, 50, 70 virov, obiščem tudi veliko muzejev, etnografskih oddelkov, vedno tudi pokličem strokovnjaka za tisto področje, recimo kakšnega profesorja, učitelja, zdravnika, zgodovinarja in povem, o čem bom pisal, pa mi on še mogoče iz svoje izkušnje kakšno iskrico doda. Vedno, kot sem povedal, sina pokličem k sebi, pa tudi hčerko včasih, pa tudi zeta, ampak največ s sinom Iztokom v bistvu se pogovarjajo o tem. Nekako, bom rekel, družina kar živi s tako zgodbo. Sin ima pa nasploh tudi dobro domišljijo in pred vsakim pisanjem se 2-3 ure pogovarjava o tem, ko jaz že imam stvar pripravljeno in on mi vedno pomaga s kakšno boljšo rešitvijo, kot imam. Ali pa potrdi tisto, če sem jaz recimo kaj v kakšni dilemi. Tako da to nastajanje je seveda vedno v okviru realnega, pa vendar hkrati to. Takih knjig je sorazmerno malo v Sloveniji, zato so verjetno tudi bolj iskane, ker preprosto je treba res zato si vzeti ogromno časa. Kar se tiče drugih knjig, jaz navadno to predvsem berem poleti, takrat je pač, ko je zelo vroče, pa tako tudi meni nekako ni dobro za pisanje. Čutim, da je recimo zjutraj bi lahko pisal uro, 2 uri, več pa ne, ali pa niti ne. Pa tudi sicer je treba malo možgane poslati na pašo in jih pošljem. Takrat preberemo v glavnem, bi rekel, slovensko literaturo, tisto, ki izstopa, pa nekaj tuje. Ampak naučil sem se nekaj, ne. Če je knjiga dobra, če me zagrabi, potem preprosto to preberem. Če pa knjiga taka, da mi ne pove nič, da tisti odtenek pisanja v meni ne zaživi, potem to preprosto ne berem naprej in knjigo odložim in mislim, da s tem ni nič narobe. Je pa zanimivo, da te stare knjige v bistvu so skoraj vse take, da jih je dobro še enkrat prebrati. A veste, če vi berete enega Dostojevskega pri 15 ali pa 18 letih, tako kot je bilo potrebno recimo za šolo, ali pa če ga preberete v zrelih letih, ga čisto drugače človek razume. Tako da to je pač tako. Sicer pa, kaj vam lahko še rečem, tem mladim svetujem, naj predvsem veliko berejo, pa predvsem ne pišejo iz svojih izkušenj. Kar pomeni, en zelo mlad pisatelj težko napiše, bi rekel, eno zelo solidno knjigo ali pa zelo poglobljeno knjigo. Nekaj teh življenjskih izkušenj mora imeti za sabo, ampak seveda, če pa hoče pisati, ne pa kar piše, k meni prihajajo tudi, a pa saj mi pošiljajo razne stvari, pa pravijo, naj popravim. Nobenemu ne bom popravljal in tudi nobenemu ne popravljam, vsak ima svoje srce, vsak ima svojo dušo in vsak drugače doživlja svet in zato je to v bistvu čisto nepomembno, nepotrebno dejanje, da bi nekomu eno stvar popravljal. Toliko mogoče ste hoteli še kakšen drug odtenek? Hvala lepa. Ja, nekaj. A ima mogoče še Izvolite, kdo še drugi, kakšno ja. vprašanje za gospoda Ivana? Potem pa mogoče za zaključek še bi vas vprašala, kako vidite svojo pisateljsko zapuščino, kakšen pečat bi radi pustili v slovenski književnosti? O tem ne premišljujem in to mi nič ne pomeni, recimo v tem smislu, da bom en pečat pustil. Vsekakor moje osnovno, bi rekel, gesto je, ker je zapisano, ne bo več zbrisano. Ker pomeni, dobro je, da je zapisano. Vem, recimo na fakulteti, ko smo študirali druge pisatelje, pa pesnike in tako naprej, ne, je bila kar vsaka pesem pomembna, pa tudi vsaka knjiga, ampak to je bilo v preteklosti. Danes je pa neskončna množica knjig, ne. In zdaj, a bodo moje knjige v prihodnosti kaj pomenile ali ne,
Nekaj je takih verjetno, ki prikazuje življenje zdaj. Recimo zelo odmevna je bila knjiga Zemlja, ki se z nami pogreza. Zemlja se z nami pogreza. Gre za knjigo, ki se dogaja v Škalah. Tam gor je bila cela vas potopljena oziroma se je pogreznila zaradi pridobivanja premoga pod vasjo. In ne vem, če veste, vsa ta 3 jezera okrog Velenja so v bistvu nastala tam, kjer so spodaj izkopali premog. In prav Škale so bile ena čudovita vas, so bile ena taka, bi rekel, mejna vas oziroma vas, kjer se je veliko ljudi srečevalo, križalo na teh svojih starih poteh. In zaradi, bi rekel, tega izkopavanja premoga, pa tudi zaradi nekaterih čudnih odločitev, se je vas s cerkvijo, z domom, s 57 domačijami, s hišami, z njivami, s travniki se je pogreznila in zdaj je tam največje Velenjsko jezero. In zanimivo je, da moje knjige, recimo, upam, da bodo nekaj pomenile, vsaj nekatere v tem smislu, da bodo ljudje mlajši zvedeli, kaj se je dogajalo v preteklosti. Nobena ni nepolitična in ne nastrojena proti nobenemu. Morda bi odgovoril še gospodu, ki me prej spraševal zaradi tiste zgodbe. Naslov je Rad bi bil pokopan doma. Tudi mene ta zgodba zelo presunila. V bistvu gre za človeško tragedijo oziroma za človeško, bi rekel, dramo. In pri tem je popolnoma nepomembno, kdo je bil na kateri strani. Gre za to, da je sin hotel uresničiti zadnjo očetovo željo. Ta zadnja očetova želja pa bi bila, da bi bil pokopan doma, 15 let, koliko se je potikal po tujini, ne da bi bil kriv in dolžen. Ko so ga tukaj pokopali, pa so ga nasprotno misleči ljudje v bistvu so mu poteptali celo grob. A veste, gre za to človekovo dostojanstvo. Vsakdo mora dobiti svoj grob, mora imeti svoje dostojanstvo tudi po smrti. In zanimivo se mi je zdelo, jaz sem takrat tisto knjigo, tisto reportažo, ki sem jo pripravil, glede na tisti čas, ki je šla ven v eter, sem imel tudi sam malo slab občutek, sem rekel, verjetno je bo kdo napačno razumel. No, pa mi je rekel naslednji dan moj direktor, France Burnik, zelo dober človek in tudi sam je bil pesnik, je rekel, Ivan, tole je bila pa prava človeška tragedija, ki si jo v bistvu predstavil na tak način, kot bi eno grško tragedijo v bistvu predstavil ljudem. Jaz sem rekel, pa bo morda kdo, ki napačno razumel. Je rekel, če jo bo napačno razumel, potem ne razume človeške duše. Prav tukaj ne gre za nobeno stran, takšno ali drugačno, ampak gre za to, kaj so ljudje doživljali in kako en sin lahko uresniči svojemu očetu zadnjo željo, kako pa okolica odreagira, je pa v bistvu sama pokazala, kakšna je ta okolica. Jaz nisem političen človek in ni me taka stvar gane, predvsem v tem globoko človeškem smislu, v duhovnem smislu, v tem razčlovečenju, ki prihaja v današnjem času in upam, da smo slej ko prej pobrali, pa da bomo šli bolj pravo pot naprej. Stvar je v tem, da te knjige tudi v bistvu nekje želijo pokazati eno pot, ali pa želijo vsaj pokazati naše stranpoti, pa da se to ne bi več ponavljalo. Prav zato mislim, da to, kar pišem, nekaj knjig bo verjetno ostalo, ampak ne premišljujem o tem, ta je boljša, ta je slabša, to bo zagotovo ostalo, to ne bo ostalo. To bodo ocenjevali ljudje, ki bodo prišli za mano. Sem pa večina teh rokopisov dal v rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in magister Ruprecht, takrat je bil magister, ne vem, mogoče zdaj že doktor, je rekel, pravi gospod Sivec, zdaj imamo pa mi 1-2 leti dela samo z vami, ker ste toliko napisali. Po svoje pa rekel, je pa velika sreča, ker sem jaz to pisal še vse v bistvu na papir, na začetku celo s presom v zvezek. Je to za literarne zgodovinarje zelo dobrodošla stvar. Danes se namreč veliko teh stvari izgubi, preprosto se izgubi zato, ker je vse v elektronski obliki ali pa večina v elektronski obliki. Na disketah ali na ključku se stvari ne prinašajo v nuk in na ta način je tudi ta odtis, bi rekel, zgodovinski slabši. Moje prve knjige pa vse to, kar je pa vse v bistvu dokumentirano.
Sam sem tudi precej natančen, ker sem bil urednik na koncu dokumentarno-fetonske redakcije. Mi je ta red nekako v meni. Jaz imam natančno napisano povsod, kdaj sem kje bil, koliko literarnih večerov sem imel, pravkar sem imel recimo v Dolu pri Ljubljani 1183 literarni večer. Vse zabeležim sproti, tudi kar se tiče izida knjig in vseh drugih stvari beležim, tako da nekako ta sled ostaja. Če se bo pa s tem kdo pozneje ukvarjal za mano, je pa druga stvar. Mene sili bolj, bi rekel, da vsak dan k pisanju in pomišljujem o tem, kaj bo ostalo. Brigita, a lahko? Ja, Dušan, še ti imaš roko gora, ne? Ja, gospod Sivec, hvala za tale lep pogovor. Mislim, povedali ste vse, kar sem hotel vprašati, ne? No, lepo. Praktično. Tudi Brigita, fajn vodiš, to mi je všeč. Hotel sem reči tako, ne, da sem bil zelo vesel, ko se se loti Škal, ne. Škal izvira moja družina, jaz sem pač iz Šaleške doline doma, pa Viki tudi, a ne. Tako da, Viki, upam, da si prebral to knjigo, pa tudi o Kajuhovi prvi ljubezni ste napisal, a ne, to gospo smo tudi poznali. Hotel sem pa reči, jaz spomnim se, kako je moja stara mama pa mama sta tole pesem njenih zvonov, ne, tisto vašo prvo knjigo, kako so to takrat ženske govorile o tej knjigi, kako so to je šlo od ust do ust, pa si prebrala. Tako da je to bil en lep tak, zdaj ste me spomnil na te zadeve, ja. Res je zanimivo, če lahko povem zraven ob tem, prav za to prvo povest, pesem njenih zvonov. Jaz sem bil to v bistvu še mulc, ko sem to pisal, to je moja domača zgodba, to je zgodba, ki mi je oče, dokler nisi bil polnoleten, ni hotel povedati, ker je zgodba o stricu, ki se je smrtno ponesrečil, ko je padel z lipe, in je potem ta njegova punca, s katero sta bila tik pred poroko, v bistvu izgubila in je tavala okrog in jaz sem to žensko še poznal. In sem to nekako moral napisati in to je v bistvu kar, bi rekel, velika spodbuda, da domačo zgodbo napišeš o tem, kako se je to zgodilo. Me je zelo ganilo, takrat mi je oče potem, oče je bil zelo dober pripovedovalec. In mi je to potem, ko sem bil polnoleten, mi je rekel, zdaj ti pa lahko povem. Kar se pa tiče Škal, je seveda bilo kar nekaj pripovedovalcev, ljudi na terenu, zdaj so že malo starejši, oziroma že tam 80, okrog 80, vsi, ne. In ta zgodba bi odšla kmalu, bi rekel, v vodo ali pa v pozabo in sem vesel, da potem, ko grem na teren, da dobim ljudi, ki to povedo iz prve roke in se mi zdi, da prav ta Zemlja se z nami pogreza, je ena od takih knjig, ki nekaj malo več pove. Kar se pa tiče te Kajuhove zgodbe, ravno to, prej mi je gospod omenil tisto o tem, ko bi bil rad pokopan doma in je bil domobranec. Ampak človek, ki se sem sinu verjel, ne kriv, čisto ne kriv, to so bili ljudje, ki so pač bežali po vojni iz domovine, zaradi tega, ker bi bili sicer pobiti. Vemo, kaj se je dogajalo. No, ampak ta je pa kontra, v bistvu, če tako rečemo, je pa o Kajuhu, ki ga ravno toliko spoštujem, kot pa tega gospoda, ki bi bil rad pokopan doma. Imel sem pa neizmerno srečo, to ste verjetno prebrali. Jaz sem kot novinar bil na terenu v Velenju in takrat je bila celo desna vlada, pa so rekli, a boš delal Kajuha? Sem rekel, za mene je Kajuh enakovreden Balantiču in Balantič je za mene enakovreden Kajuhu. Oba sta nekaj lepega naredila za slovenski narod, oba sta napisala odlične pesmi in sem šel delati reportažo o Kajuhu, pač v njegove rodne kraje. In v Velenju so mi povedali, da živi njegova prva ljubezen. Meni je bilo to nenavadno, kako živi. Ja, pravi se, Kajuh je 44. leta padel, bil je zaljubljen že prej, izpostavljeni sta samo dve partizanski dekleti, ljubici njegovih poznejših, katerima je posvetil čudovite pesmi. Ampak prav o prvi pa ni nič govora, ker v bistvu je pa bolj ljubezenske pesmi pisal. Jaz rekel, kako? A Kajuh je tudi ljubezenski pesnik? Ja, prav, v Slovenj Gradcu živi ta gospa, Mičica, Marija, in jaz še tisti dan, še tisto uro sem tekel gor
in naletel na gospo, ki je bila učiteljica, razgledana gospa, izpod posle privlekla tako rdečo šatuljo, kjer imela pa noter neskončno bogastvo. Kajuhove izvirne pesmi, napisane z njegovim rokopisom, in pa njegove slike, fotografije iz mladosti. In me je rekla, pozneje me je poklicala, ko je bila za oddajo zadovoljna, je rekla, a bi vi tole odnesel v NUK, to gradivo. Prav, ko bodo mladi pospravili za menoj, gospa je pa že čez 80, ko bodo mladi pospravili za menoj, bojo verjetno tole vrgli na smeti. A bi vi odnesel tole v NUK? In jaz odnesem, ampak sem rekel, gospa, meni to pustite pol leta, da jaz napišem knjigo, potem bo pa oddal. In sem z reverzom to tudi naredil, pošteno, tako kot je treba, ker to je neskončno bogatstvo. In takrat je bil v rokopisnem oddelku dr. Glavan, in ko sem prišel k njemu in mu prinesel Kajuhovim rokopisom napisane ljubezenske pesmi, pa tudi nekaj poznejših, pa njegove slike iz mladosti, me je objel, kam bi punco objel. Je rekel, gospod Civec, a se vi sploh zavedate, kaj ste prinesel zdajle? A se sploh zavedate? Prav, mi imamo od Kajuha samo tisto pesniško zbirko, ki jo je v Snežnem metežu pod Snežnikom ciklosteral, prav, to je pa vse. Prav, na lepem imamo pod Kajuho ogromno. In jaz pravim, gledajte, kakšne so te zvezdne poti, ne? Če jaz takrat ne bi želel, ne glede na vlado, iti o Kajuhu delati reportažo, če ne bi prišel do gospoda Stropnika, ki mi je to povedal, da je tam gospa živi, če ne bi imel odnosa do tega, da ne bi šel k njej, in če ne bi napisal, ne bi se z njo lepo pogovoril, bi bilo to izgubljeno verjetno za zmeraj. Ker pomeni, jaz sem prepričan, da smo veliko globje povezani, kot pa mislimo. Da so te zvezdne poti veliko bolj prepredene, kot pa tako. In knjiga, recimo, je pa eno tako križišče, ki nam lahko pomaga tudi te poti odkrivati. Ja, jaz sem glih zdajle sem nekaj pisal za ta obzorja, ne, recimo, kako so od Cankarja stvari leta 80 stran metali, ne. Ja. Ko so pospravili stanovanje, v kateri je umrl, in potem so ene stvari odpeljali stran, neki so sicer dali v slovansko knjižnico, ne, in to Cankar je umrl leta 18, ne, leta 80, koliko veliko bi še to dalo, bi se to danes pomenilo, ne, recimo, bog ve, kaj je bilo še ta not, ne. Škoda je vrsti vsak listič stran, ne glede na to, kaj je napisano. Recimo pravijo, meni, ko zelo navdušeno razlagam stvar o Prešernu, pa pravijo, ja, se pisal tudi take bolj obrobne ali celo lascivne pesmi in tako naprej, pa verze. Seveda je tudi napisal tu in tam. Malo se je pošalil, napisal na prtiček en tak vers, ampak a to je zdaj glavno? Ko ste prebrali Sonetni venec, a ste prebrali kar Spisevici, a ste prebrali kakšen njegov balado, a ste prebrali kakšen triolet, ali kaj drugega. Vse skupaj je to, recimo, vse skupaj seveda je pa njegovo gradivo. In mene to čisto nič ne moti. Tudi to je en odtenek, ampak to je morda en promil njegovega delovanja. Glavnina je pa čisto drugod. In zdaj gledati na obrobne stvari je zelo nesmiselno. No, se tam niso samo skale potopljene, ne, tam še je Družmirje, Preloge, pa še se bi kaj našlo, ne, tako da. A veste, da sem v Literan večer potem v Šoštanju, celo 2 ali 3 tam v okolici, in so mi rekli, ja, se pri nas je tudi potopljeno. Jaz sem mislil, da so samo škale, ampak so tudi druge vsi tam prizadete. In prav, boste od nas tudi napisali knjigo. Za mene je to stvar izpolnjena, v bistvu škale so pa zelo primerna stvar, ker je v bistvu tudi ena celota, tudi eno, bi rekel, eno duhovno življenje so skupaj lepo živeli, ne. V smislu povezave, vaščani med sabo, bila je celo ena romarsko središče, ljudje so bili zelo tudi načitani. Tam sem naletel na en podatek, recimo, da so bili na Mohorju v družbo, je bilo naročeno, ne vem, več kot 100 ljudi, a veste. V tistem času, v bistvu, takoj kmalu po začetkih, pa toliko ljudi, ker pomeni, te ljudje so bili zelo ozaveščeni. A veste, in v bistvu s tem se ni postopila samo zemlja, pa hiša, pa tam bi bil slomško dom, pa tako naprej, ampak tudi del te duhovnosti. Zato jaz pravim, da zemlja se z nami pogreza, ampak se pogreza tudi s temi našimi vrednotami, če ne bomo znali to bolj paziti, pa bolj ohraniti. Tako da je v bistvu tudi neke vrste opozorilo.
Tam noter, ne vem, če ste opazili, verjetno ste, na koncu so ene take, bi rekel, ene misli o sodobnih vladarjih, ne samo pri nas, mišljeno je širše. Nekdo rekel, prav to so pa politične litanije. Da sem rekel, to je samo razmišljanje, kako mi gledamo lahko na svet in da je treba, knjiga lahko tudi ozavešča. Mene osebno, nisem politika, ampak moti me pa, da Slovenija ne gre bolj naprej. Slovenija je neskončno veliko pridnih ljudi, prizadevnih na vseh področjih, na takšnih in drugačnih delovnih mestih in imamo potencial, velik potencial, samo imeti moramo pa tudi boljše vladarje. Mene zelo, recimo, večkrat me vleče nazaj v Karantaniju, kjer je bila zelo pozitivna selekcija. A veste, en vojvoda, to je bilo enih 5-krat presejano, od tisto pod Lipo, na pojezdi, pozneje, ko so šli do županov, do nadžupanov in šele na koncu je postal nekdo vojvoda, ker pomeni, je bila ena zelo pozitivna selekcija narejena in je v bistvu taki že skoraj moral dobro vladati, a veste, preprosto ni šlo mimo. Pri nas smo pa zdaj, se mi zdi, ne samo pri nas, ampak tudi na svetu, svet je dela trenutno sigurno v krizi. Ravno zdaj mi je rekel so se zadnjič pogovarjali z nekim doktorjem znanosti, pravi, mi smo delali v zelo prelomnem trenutku in si tega niti ne zavedamo. Pravi, ali se bo šlo bistveno boljše, ali pa bo šlo vse direktno v propad, pa bomo postavljali stvar na novo. Jaz sem optimist, upam, da bo se v redu. Ja, jaz tudi. Tudi mi. Gospod Ivan, veliko globokih in modrih besed ste delili z nami, kljub vsemu pa bi vas mogoče izzvala, a imate za zaključek za vse nas še kakšno sporočilo? Tista stvar, ki bi res želeli, da ne bi šla, da bi bila zares slišana. Ja, v bistvu je tako, ne, jaz mislim, da živeti in drugim pustiti živeti, živeti pa z ljubeznijo do svojega bližnjega, pa do svoje okolice, pa do svoje domovine. Mi imamo prečudovito domovino, bogato v vseh pogledih, kot sem rekel že na začetku, pa se mi zdi, da je premalo spoštujemo, pa tudi premalo poznamo preteklost. Ne zaradi mojih knjig, ampak sicer. Treba je te korenine pobliže spoznati, se srečati z njimi in te vrednote, ki smo jih čuvamo v sebi v bistvu 1000 let. Jaz pravim, od Karantanije do današnjega časa je 1000 let. Mi smo pa doživeli 1000-letne sanje, osamosvojitev so 1000-letne sanje uresničene v tem naši generaciji, v našem obdobju. In vse to, kar se je dogajalo v preteklosti, je v bistvu tisto, kar smo mi do konca doživeli v najlepšem pomenu besede. Zato moramo to spoštovati in ohraniti in iti naprej z enim optimizmom, pa z eno samozavestjo, pa z dobro voljo. Hvala vam. Hvala vam za vse vaše delo, vaše prizadevanje, za to, da dajete v knjige celega sebe. Hvala vam tudi za to, da ste si vzeli ta čas, da ste z nami poklepetali o tem. Mi držimo pesti za vas še naprej, da bomo vsi skupaj lahko dobili še več dobrih knjig. Hvala pa tudi vsem ostalim, ki ste z vprašanji in z vašo udeležbo sooblikovali današnjo Zoom kavico. Lep pozdrav vsem, do naslednjič. Hvala lepa vam tudi za povabilo in hvala lepa, da ste se tako lepo pripravili na to celotno srečanje. In vesel sem, da bralci radi berejo moje knjige oziroma da jih bojo tudi poslušali ali v kakršnikoli drugi obliki sprejeli kot delček sebe. Hvala. 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 Srečno, adijo. Srečno.